En prav lep pozdrav. Zdaj dobivam kar nekaj vprašanj, kam vlagati, kako vlagati zdaj v tej krizi, v teh takih zelo čudnih časih. Jaz bom povedala svoje mišljenje, to vsekakor ni finančni nasvet in se odločite po svoje. Jaz mislim, da je najbolj da je preveč riskantno vlagati v delnice, zlato in podobne zadeve, ker nimamo nadzora, ker zadeve niso v naših rokah. Bolj bolj mislim za daljno prihodnost, za otroke ali pa v pokojnino, kakorkoli, jaz mislim, da je boljše vlagati v, kripto, a ne. Zdaj, ampak kam? Seveda ni treba vse vlagati v to, pač razpršite, naredite po svoje, odločite se sami, a ne. Zdaj jaz osebno poudarjam, da sem to jaz, verjamem v decentralizacijo in zato jaz v tej smeri grem, a ne, kar se tiče pač daljne pokojnine ali pa šparati za potomce recimo, ne. Zdaj, kaj je najbolj varno? Varno sicer ni nič, a ne, na tem planetu, ampak, najboljše, kar se je po mojih izkušnjah do zdaj obneslo, zdaj tradicionalno bitcoin gotovo, bitcoin je izjemno stara tehnologija, vendar je prvi kripto, ima te prve principe, kripta upošteva. Zakaj meni ni všeč? Zaradi tega, ker so ga vmes spremenili, ke so spremenili kodo in ti prvi principi kripta niso več všteti, ampak je najbolj varen. Če vi res želite šparati na 5, 10, 15, 20 in več let, je bitcoin najbolj varen. Njegova mreža je zanesljiva, heka se ne. V bistvu heka se samo, če imate kakšno tako denarnico, ampak, ali naredite sami napako, drugače pa jaz, dokler sem bila na bitcoinu, bitcoin mreži, nisem imela nobenih težav, nobenih problemov in tudi sem kar dosti zaslužila, moram reči, ampak na dolgi rok, a ne. Druga zadeva, v bistvu, če imate malo denarja, po moje je najboljše zdaj trenutno nalagati na kupček dolarje. Dolarji ne bojo tako zelo hitro propadli in pa, če je z evrom karkoli narobe, vsekakor dolarje boste lahko uporabili, tako kot po celem svetu se dolarji uporabljajo, ni problema. Tako da moje osebno mišljenje je, kratkoročno se splača dolarje. Se pravi dolgoročno bitcoin. Zdaj, Ethereum je meni tako zelo, kako bi rekla, se splača, ampak ne veliko, no. Ne veliko pa v bistvu jaz mislim, da bojo stvari na Ethereum omrežju sčasoma ne bojo več tako v redu, kot so zdaj. Sicer sploh ni v redu vse skupaj, ker, je Ethereum omrežje ena taka velika roparska mreža, dobesedno vse, kar se tam dogaja, se več ali manj z namenom, da, se pobere denar, a ne, ljudem. To je moje osebno mišljenje, tako da ne me krigati, to je pač moje mišljenje, če imate vi drugačnega, super, a ne. No, in zen. Za mene je zen za kratkoročno in dolgoročno je po moje to ful v redu naložba. Ful v redu. Tako da jaz osebno res vlagam v zen, največ na Ethereum omrežju, ampak tudi v druga omrežja vlagam. Tista, ke se mi zdijo, da, so v redu oziroma bojo pač sčasoma, mogoče celo prehitela Ethereum, to bomo videli, a ne, pač ne vemo, kaj bo. Tako da zdaj zelo zanimiva zadeva se bo dogajala, v ponedeljek. Že zdaj mislim, da se bo dalo testirati. Jaz moram sharati screen, samo malo. Share screen, tako da vam jaz tole pokažem. Tole si poglejte, tisti recimo, če imate dosti denarja pa dosti zenov, se pripravite, 72 ur bo, v 72 urah bojo licitacije, in sicer tole Zen Nights. To je bitcoin, to so bitcoin NFT-ji in, zdaj
najbolj bom jaz MetaMask takole, MetaMask odklenem. To je kakor vidite, na Zen networku, a ne, X1. Na Zenovem networku. Zdaj jaz ga nimam še v MetaMasku in tukaj samo po sebi pač mi reče, da lahko se skonekta in jaz rečem okej. Ker imajo pač Jack Levine in njegova ekipa, to je njegov projekt. Jack Levine, njegova ekipa naredijo stvari tako, da je res preprosto za uporabo in varno in dobro dela, a ne. Kliknem approve, to so pač podatki od te Zen mreže. In Zen mrežo bo poskušal Jack Levine povezati z Bitcoinom. To je super, res, res, res odlična novica, ker tega še nihče ni uspel narediti in Bitcoin mreža je res v redu. Počasna sicer, počasna, ampak zanesljiva. Zanesljiva pa je, a ne. Tako da gremo approve, zdaj bo preklopil na Zen network v MetaMasku, a ne. Zdaj MetaMask sicer ni za Bitcoin, to ni Bitcoin denarnica, Ledger pa je, a ne. Ledger pa je, tako da Bitcoin na Ledgerju imate lahko, pa mimogrede Ledger zdaj ponuja, če kupite Ledger, poglejte, spodaj imate moj affiliate link, če kupite Ledger, ta Nano S, dobite $20 Bitcoina zraven, seveda, da ne gor, bog ne daj, ker to pomeni, da so ga odprli, Ledger. Ne, zraven dobite eno kartico pa navodila, kako dobite te Bitcoine gor na Ledger, a ne. Ali pa če Nano mislim, da je pač ta večji Ledger, če kupite, dobite pa 30 Bitcoinov, ampak za začetnika, majhnega vlagatelja se ne splača ta velik Ledger kupovati. Ne splača se, drag je, a ne, 150 ali nekaj takega evrov, je pa okrog 60, nekaj takega. Tako da, evo, tole so Zen Nights, to so pač NFT-ji Bitcoina. Zdaj en NFT se je prodal, ta prvi NFT, ke je neki kakec pa Bitcoin zraven, se je prodal naredili so ga za en satoshi. To je ful majhen denarja. En majčken delec Bitcoina je satoshi, a ne. Ampak prodali so ga pa za ne vem res veliko dolarjev, tako da je tisti en mini satoshi postal bolj vreden od celega Bitcoina, a ne. Tako da tele prvih 100, tisti, ki bojo največ Zenov pokurili, bojo dobili te NFT-je, ostali, ki pa ne bodo dobili tega, pa pač dobijo nazaj Zene, ki so jih dali na dražbo. Tako da Zenov ne boste izgubili, izgubite samo fi za transakcijo, to je vse, a ne. No, tako da vam še to ni še, kakor vidite, ni še. Bom F5 stisnila, če mogoče je kaj, ne, ni še. Danes popoldne ali pa jutri, nedelja, bojo začeli s testi in potem v ponedeljek štartajo in tako da, če hočete biti med prvimi in pa imeti tole, če imate dosti denarja, dosti ksena, pa lahko sodelujete po želji. Jaz bom probala, bom videla, kaj se bo zgodilo, pa kar bo, pa bo, a ne, izgubiti pa ne morete. Izgubiti se ne da, razen fi za transakcijo. Evo, tako da, torej za začetnike, za male vlagatelje smo rekli, se najbolj po mojem mišljenju zdaj splača dolar, potem Zen, Bitcoin se splača, a ne, ostale stvari pa ta trenutek ne bi priporočila. Za druge kovance počakajte, počakajte, ko bo kriptotrg sigurno, po mojem mišljenju, ni to zdaj neka napoved, ampak jaz sem prepričana, da bo kriptotrg padel in to kar precej. In morda še letos, proti koncu leta, od junija naprej. Lep pozdrav, pa se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau, pa če vam je všeč
lajkajte, pošljite še komu, kliknite, lahko mi komentar spodaj napišete. Če imate vprašanje, pa najrajši na Twitter. Tako da, fajn bote. Lep pozdrav.